Sam to pomeni zelo veliko, kajti poudarjeno je to, da je ta dvoboj nekako tista izpolnjena karta vizom za nadaljnje dvoboje v Združenih državah. Sam osebno bom rekel, nikoli nisem selektiral oziroma nekako so kreiral te zgodbe, s kom bi se boril, se ne bi boril. Se pravi, Delgado je tisti, kateri je moj naslednji nasprotnik, vsekakor ga spoštujem in seveda vem, da bo potrebno narediti veliko. Kot sem pa že omenil, pa je vsekakor prvi korak moji prepoznavnosti tudi on stran duže. Okay, du bist mitten im Training, mitten in der Sparringsphase, läuft alles nach Plan. Vielleicht kann dein Trainer Dirk Jemski auch noch ein bisschen was zur Vorbereitung sagen. Sred treninga, mogoče bi še trener Dirk Jemski povedal v zvezi s treningi kaj podrobnega. Erstmal hallo nach Slowenien. Erstmal vielen Dank, dass wir die Pressekonferenz über Skype machen dürfen. Deswegen gibt es natürlich viel mehr Zeit für uns zum Training. Wir sitzen nicht im Flieger und können das Training besser machen. Zahvaljujem seveda za to možnost, da preko Skypa naredimo to tiskovno konferenco, ker to pomeni za njega seveda lažje delo in tudi lažje delo za Dejana, ki lahko v tem času, ki je najbolj pomemben pred tekmo, trenira. Ja, das ist wie immer sehr gut vorbereitet. Wir sind mitten in der Sparringsphase. Wir haben einen sehr starken Partner. Wir kennen diesen Amerikaner nicht. Wir freuen uns natürlich auch, endlich den ersten Amerikaner zu besiegen. Seveda smo v pripravah, priprave potekajo brez omejitev, naš cilj je seveda premagati Američana in upamo, da nam bo seveda to tudi uspelo, ker smo v to vložili veliko dela oziroma veliko treninga. Dejan, weißt du etwas über seinen Stil, also den Stil des Herausforderers, wie er boxen wird, typisch amerikanisch, vielleicht mit etwas mehr offener Deckung, und habt ihr euch darauf einstellen können? Torej ste se lahko pripravili, Dejan, veš, poznaš kaj je stil gospoda Delgada, ste se pripravili posebej na to, na kakšno stvar v njegovem stilu, ki ga seveda nekako označuje? Ja, vsekakor, da statistika na samem okvirju ne pove prav, kaj je v sebi, ki bi ga spremljal, je bil veliko krat deležen porazov, ki zapravo v bistvu niso bili. Zagotovo pa gre za bokserja, kateri, vsaj po izhodiščih, kar sem lahko videl včeraj na videoposnetku, gre za zelo fleksibilnega bokserja, tehnično dodelanega in pa seveda ima vse stvari postavljene nekako na mesto. Tako da zagotovo, bom rekel, je to nekako ta klasični ameriški stil, se pravi zelo veliko provokacije, gibanja in pa seveda potem tudi posledično temo dobrih organiziranih napadov.